Dediščina je tisto, kar prejmemo od predhodnikov, za kar odgovorno skrbimo in želimo predati svojim naslednikom. Dediščina je, kar je preživelo naše predhodnike in kar hkrati prepoznamo kot posebno vrednost in se odločimo, da bo preživelo nas. Kulturna dediščina in kultura sploh, umetnost še posebej izpričujejo, da je resnica, ki jo nosijo, trajnejša, večja in dragocenejša kot spremenljive zahteve trenutka. Zato bo vedno našla svoje mesto v bogati in raznovrstni kulturni in umetnostni zakladnici človeštva. Kulturna dediščina je ena bistvenih stvari našega bivanja. Pomeni nam oporno točko pri oblikovanju naše identitete, osebne in širše, zagotavlja nam pogled nazaj in nas usmerja v prihodnost. Za opredeljevanje vrednot kulturne ali ožje umetnostne dediščine potrebujemo kriterije, po katerih jo določamo. Potrebujemo kompetence, da odločitve lahko izpeljemo, in potrebujemo modrost. Če imamo modrost in kompetence, lahko postavljamo, utemeljujemo in zagovarjamo kriterije. Skrbi za kulturno dediščino je imanenten konzervativizem. Konzervirati, torej ohraniti, želimo tisto, kar se nam zdi pomembno in vredno. Zagata se pojavi prav pri kriterijih, kaj je vredno, kaj je pomembno. Če nimamo kriterijev, če ne želimo prevzeti odgovornosti za odločitve, je kulturna dediščina lahko karkoli, je torej ohranjanju podvrženo karkoli. Če varujemo vse, ne varujemo ničesar, ne izvzemamo ničesar, zato je selekcija na podlagi skrbno določenih kriterijev nujna. Pogost očitek inštitucijam, ki skrbimo za kulturno dediščino in umetnost, je elitizem. Mi, varuhi dediščine, moramo poskrbeti, da bomo ta elitizem obrnili v prid čim večjemu številu ljudi, ne elitam, kakor jih razumemo danes. Ne gre za elitizem kar tako, gre za odnos brez pokroviteljstva in arogance. Odnos do kulturne dediščine se mora iz inštitucij preseliti v širšo družbo, ki naj prepozna njene vrednote, jih spoštuje, se z njimi identificira in sodeluje pri skrbi za njeno prihodnost. Kultura mora biti komunikativna, mora nagovarjati čim širši krog ljudi. Zato v muzejih veliko vlagamo v izobraževanje že najmlajše publike. Narodna galerija je na tem področju opravila pionirsko delo, saj je bil že leta 1963 v Narodni galeriji zaposlen prvi kustos pedagog. Sledili so drugi in pedagogi in muzeji. Letos pri nas praznujemo 50-letnico nepretrganega, intenzivnega dela z najmlajšo publiko. Zavedamo se, da se kulturna vzgoja in oblikovanje kriterijev začneta v najzgodnejši dobi, zato razvijamo posebne programe za različne ciljne skupine od otrok naprej. Predšolska, osnovnošolska in srednješolska publika predstavljajo 42% celotnega našega obiska. Vzpostavili smo tudi kontinuiteto obiskov skozi celotno predšolsko in šolsko izobraževanje. V 50 letih so se pokazali sadovi dela. Ob dnevih odprtih vrat v muzejih in galerijah, eden takih bo jutri, 8. februar, Narodno galerijo obišče v enem dnevu med 4 in 5 tisoč obiskovalcev. Pretežni del obiska so, ne boste verjeli, mladi ljudje, najstniki, ki pridejo v svoji družbi, brez učiteljev in brez staršev. Zdaj v Narodno galerijo že pripeljajo svoje razrede učiteljice, ki so naše zbirke prvikrat same obiskale kot otroci in po enem od naših pedagoških programov. Zaradi dobre izkušnje iz otroštva želijo z enako izkušnjo obogatiti svoje učence. Verjamemo, da smo v 50 letih sodelovali pri razvoju splošne senzibilnosti za kulturno dediščino in s tem prispevali tudi k oblikovanju generacij, ki bodo s kriteriji, kompetencami in modrostjo skrbele za kulturno dediščino, ki jim jo predajamo. Na tem mestu lahko ponovim besede spoštovanega gospoda Antona Peršaka: ne ustvarja družba kulture, kultura ustvarja družbo. Kulturna dediščina je nenadomestljiv vir razvoja in identitete vsake države, ne le posameznika.
Tujci nas spoznajo po krajini, spomenikih, zbirkah v muzejih in galerijah, ocenjujejo nas po našem odnosu do kulturne dediščine, do umetnosti. Kultura je zato tudi referenčni parameter sedanjosti in ena najtrajnejših opornih točk za oblikovanje državljanske samozavesti. Tega se marsikje dobro zavedajo in zato v kulturo veliko vlagajo. V Franciji predsedniki držav obiskujejo gradbišča kulturnih hiš. Imajo navado, da predsednik države zgradi in ob koncu svojega mandata preda državljanom kulturno inštitucijo najvišjega ranga. Georges Pompidou, kulturni center in muzej moderne umetnosti, ki se po njem imenuje, François Mitterrand, novo monumentalno narodno knjižnico, Jacques Chirac, muzej izven evropskih kultur, če naštejem res samo nekatere. Naša paradigma so dozidave, prenove in razširitve tega, kar nam je zapustila še Avstro-Ogrska. Potrebne velikopoteznosti še nismo izkazali. Matična stavba inštitucije, iz katere prihajam, je bila zgrajena konec 19. stoletja v času usihajoče moči Avstro-Ogrske monarhije s sredstvi, ki so jih zbrali Slovenci sami za svoje kulturno središče. Tudi umetnostna zbirka Narodne galerije je začela nastajati z donacijami tako inštitucij kot posameznikov. Danes so take donacije redkost. Kratek čas takoj po osamosvojitvi smo se v Sloveniji zavedali konstitutivnega pomena kulture, kar je dokazljivo s številkami novih muzejskih zbirk, prenovljenih kulturnih inštitucij in spomenikov, doniranih umetnin. To se je na vse zadnje odražalo tudi na naših takratnih bankovcih, tolarjih, ki so nosili poleg polihistorja Valvazorja in znanstvenika Vege podobe samih umetnikov. Pesnika Prešerna, arhitekta Plečnika, slikarja Jakopiča, slikarke Kobilce, pisatelja Cankarja. Na kulturo smo se Slovenci vedno lahko zanesljivo oprli. Turisti, obiskovalci Ljubljane z občudovanjem ugotavljajo, da v našem glavnem mestu največje javne spomenike postavljamo umetnikom in osebnostim, ki jih častimo zaradi njihovih zaslug na poljih kulture, ne vojskovodjem ali državnikom. Danes se premalo zavedamo, da se vlaganje v kulturo na dolgi rok obrestujejo, saj kultura odpira vrata tudi gospodarskemu razvoju. Kultura je torej tudi poslovna priložnost. Zgleden primer je Hrvaška, ki je minulo jesen v Parizu gostovala v večini vidnejših kulturnih inštitucij. V eni najpomembnejših in najbolj izbirčnih kulturnih prestolnic se je pred svojo pridružitvijo Evropski uniji bodočim sodržavljanom uspešno predstavila svojo kulturo od grške antike do sodobnosti, od glasbe in plesa do likovnih umetnosti in literature. Zagotovili so si večjo prepoznavnost. Nosilka in organizatorka celotne predstavitve je bila država. Iniciative niso bile prepuščene posameznim inštitucijam. S kulturo se lahko tudi mi uveljavljamo izven državnih meja, v širšem okolju. Lep primer je nedavna turneja Slovenske filharmonije. Tudi Narodni galeriji se zavedamo svojega poslanstva in moči umetnosti, zato smo se uspešno dogovorili za gostovanje razstave Slovenski impresionisti in njihov čas v enem najprestižnejših muzejev v Parizu, kljub okoliščinam, ki niso zahtevne samo pri nas. Verjamemo v uspeh, vendar se zavedamo, da bi bili bolj učinkovit celovit, ne le sporadičen nastop posamičnih inštitucij. Danes moramo stopiti korak naprej, celotna družba se mora zavedati pomena vlaganja v kulturo. Kultura mora postati sestavni del trajnostnega razvoja, ne kot politična kategorija ali trendovski preblisk, temveč kot osnovna paradigma moderne družbe, kot generator napredka. Naše identitete ne bodo ustvarjali hipne vrednote, prevzeto trendovstvo, minljivi blišč, bančni donosi, slabe in dobre banke. Vidnejši in trajnejši so dosežki na drugih področjih, predvsem v kulturi. Potrebujemo strateški premislek, postaviti moramo nacionalne prioritete v kulturi. Dogovoriti se moramo, kateri so naši centri odličnosti, kakšna naj bo naša podoba, s katero se želimo predstavljati v širši državi in svetu in kaj je tisto, po čemer se bomo razločevali od sodržavljanov Evrope, po čemer nas bodo prepoznali.
Umetnost in kultura sta tisti ustvarjalni sili, s pomočjo katerih lahko ustvarimo mrežo vrednot, ki lahko gradita našo digniteto, ki odpirata vrata na številna področja in na kateri lahko opremo svojo samozavest v kateremkoli mednarodnem okviru. Hvala za pozornost. Gospe dr. Barbari Jakej, direktorici Narodne galerije v Ljubljani, se zahvaljujem za njen tehten prispevek. Predvsem za opozorilo, da brez korenin, brez zavedanja, koliko pomeni naša dediščina, kakršnakoli že je, seveda z določenimi merili, ne moremo govoriti niti o državnosti in konec koncev, da je pravzaprav zavedanje korenin tudi temelj domoljubja.